Ja, treba se je zabavati, ne. Mene arhivi sicer zelo zabavajo, ampak imam tudi ponavadi kar malo treme pisanja v arhivih, ker sem že toliko tega predelala, da imam vedno malo zatika pri tem, kako se sploh lotiti, tako da to predavanje danes bo kar točkasto. Zelo me veseli, da je Jurij Krpan na predavanju, zaradi tega, ker upam, da nekaterih od teh dokumentov, ki jih bom pokazala, ni videl že 20 let, pa da bo kakšno presenečenje noter. Pri napovedi predavanja sem začela z ugotovitvijo, da telo proizvaja znanje, ki ni racionalno in empirično, in to ugotavljamo znova in znova skozi zgodovino umetnosti. Torej, čutno in telesno znanje je pridobilo svojo družbeno vrednost, kar v popularni kulturi recimo trenutno vodi v razmah skrbi za zdravje, na polju teorije in umetnosti pa predstavlja predvsem ukvarjanje s telesom in umikanju področja binarnih odnosov med človekom in strojem, znanstvenim, medicinskim in biološkim organizmom ter ločitvijo med reproduktivnostjo in seksualnostjo, kar se bo skozi ta arhiv seveda pokazalo. Na začetku predavanja se bom vprašala, kaj se zgodi torej s telesom, ko ga vzamemo iz območja entropije, nezaključenosti in nejasnosti, ga ohranimo, dokumentiramo, prostorsko razlastimo in institucionaliziramo. Najprej bi zdrdrala en droben tisk, ki vsebuje napotke pravne narave. Te dokumenti, ki jih vam bom pokazala kot dokazno gradivo, s katerimi nameravam podpreti izjave, se nahajajo v digitalnem repozitoriju zvočno-vizualne kulturne dediščine, mrežni muzej, in so večinoma podvržene avtorskim pravicam, ki ne dopuščajo proste dostopnosti na spletu. Zato bomo tudi te dele, prosim kamero, da te dele nekako poskuša umakniti iz kamere, se pravi izostri, fokusira, da se te deli ne vidijo, ker jih pravzaprav nimamo pravice reproducirati. V našem primeru sta, je to, kot rečeno, arhiv Galerije Kapelica, in te materiale je možno tudi videti v matičnih organizacijah teh arhivov, torej v našem primeru na lokaciji Galerije Kapelica, kjer imajo dostop do lastnega arhiva tudi v digitalni verziji. Ta pa se nahaja na mrežnem muzeju, katerega matična institucija je tudi moja matična institucija, Muzej sodobne umetnosti, ki deluje v okviru Moderne galerije. In je s tem skrbnik digitalnega arhiva in dolgoročnega trajnega hranjenja arhivskih dokumentov. Kot rečeno, moram reči, da sem z naslovom tega predavanja nekoliko zgrešila lastno tarčo, kajti o arhivu bom govorila širše kot samo o odnosu med arhivom in telesom, čeprav se bom na to temo poskušala vračati. Hkrati ne bom zmogla zaobjeti celotne teme telesa kot arhiva, kajti ukvarjala se bom predvsem z dokumenti, ki so v omenjenih arhivih označeni v zvrsti ali kategoriji body arta. S tem bom spregledala pomemben segment praktičnih in teoretskih razmišljanj o telesu kot arhivu, ki izhaja iz sodobnega plesa in koreografskih praks. Prav tako bom nekoliko neurejeno prestopala med širšim pomenom arhiva kot vsega, kar je možno kulturno izrekati, in konkretnim arhivom, s katerim se ukvarjam, torej konkretnim materialom. Nekoliko to moje nelagodje pri samem uvodu izhaja tudi iz same uporabe besed, ki so za arhiviste povsem samoumevne in pragmatične, na primer šifranti zvrsti kategorije, trajno, dolgoročno hranjenje. Te pojmi so v poskusu mišljenja o arhivu zelo večznačni, če ne celo napačni, predvsem pa nikakor ne nedolžni ali objektivni, kajti v sebi vsebujejo zgodovino arhiva, ki predstavlja po eni strani abstraktno paradigmatično entiteto in po drugi povsem konkretno institucijo, ki določa postopke zgodovinjanja, torej postopke arhivske interpretacije, vrednote in verifikacije.
Nekako navdušena nad 10 tezami o arhivu, ki jih je Shaina Anand objavila aprila 2010 v Bejrutu na strani spletnega arhiva PADMA, Public Access Digital Media Archive, sem za to priložnost sestavila nekaj tez, ki mi bodo služile kot te točke, iz katerih bom razmišljala o arhivu. Te teze so. Prvič, arhiv je spomin, kot je ključ za kletko. Čas ni izven arhiva, čas je v arhivu. Telo je arhiv dogodka. Arhiv vsebuje dokazna sredstva, arhiv ni prostor sprave, arhiv bo usmerjen navzven, ne navznoter. Arhivom vlada zakon o avtorskih pravicah, ne zakon o avtorskem lastništvu. Zgodovinarji so arhiv zgolj interpretirali, bistveno je, da ga čutimo. S tem bi pokazala, kot rečeno, te dokumente bom uporabljala nekako, kot se bo kasneje razjasnilo, na nek način kot orodja, s katerimi lahko govorimo o arhivu, hkrati elemente oziroma materiale, ki so v arhivu, ki pa lahko reflektirajo sam obstoj kateregakoli dokumenta v arhivu. Se pravi, Artur Ellensar na videoposnetku Raznolikost človeškega obraznega izražanja, Galerija Kapelica 2000. Avtor je 16 obraznih mišic označil tako, da lahko povsem poljubno upravlja in vpliva na obrazno mimiko. Obrazna mimika kar naenkrat ni več dejavnost, ki bi sporočala svoja čustva, temveč je postala dejavnost za prevaro in manipulacijo, ki jo računalnik oziroma sistem uporablja za komunikacijo s svojim uporabnikom. Še en podobni primer. Se opravičujem. Takole. Thomas Quam, Machines, Galerija Kapelica 2003. Če grem na arhiv. Arhiv je sistem izjav ali dogodkov o stvareh, ki vlada temu, kar je možno reči, je sistem, ki vlada pojavnosti izjav in enkratnih dogodkov, je neka priredba velikokrat citiranega izrekanja Foucaulta. In ta najbolj zadane to, kar je arhiv v najširšem pomenu. Torej, če imaš arhiv, imaš moč nad besedami in moč nad resnico in zgodovino. In imaš moč, da ljudem pogledaš in podaješ besede v usta. Vendar arhiva ne moremo kar zlahka obtožiti, da izvaja inherentno nasilje nad spominom, nad dogodki, nad telesi. Arhivistka pa tudi interpretka naj se zaveda, da arhiv ni da ni pričevanje zgodovine, temveč odseva tisti vidik resnice, ki sem ga sposobna misliti, tako da postane orodje, ki dogodke in telesa zaklepa ali odklepa. Arhivu sicer ne morem niti zvesti na njihovo obliko, pa vendar oblika arhiva določa, kakšne vrste ključa za odklepanje ali zaklepanje mi daje na razpolago. V digitalni videoprodukciji arhiviranje ne predvideva samo odprtega in prostega dostopa k produkciji spominov, temveč je hkrati tudi avtonomna struktura, ki vodi v taktiko montaže, za katero upam, da bo razvidna iz mojega izbora arhivskih dokumentov. Predvideva torej uhajanje podob iz nadzora in remiksanje dokumentov, ki niso v ničemer zavezani prvotni intenciji njihove produkcije. S temi primeri želim gledati ne samo dokumente in njihov pomen, temveč strukturno okolje, v katerem se nahajajo. V tem smislu ima digitalni arhiv neko avtonomnost, ki omogoča montažo primerljivih pogledov, a hkrati nad dogodkovnostjo in telesnostjo arhiva izvaja določeno iz sistema izhajajoče nasilje ali pritisk. Z vidika oblike umetniškega arhiva se zdi, da se tvorita dva nasprotujoča si pogleda. Zgodovinski, ki se nanaša na arhiv kot avtoriteto za proizvajanje vedenja, ter estetski, ki umetnikom odpira območje individualnega spominjanja. Tudi to individualno spominjanje pride v pogled tudi pri recimo političnem angažmaju ali političnem interesu pri ustvarjanju nekega arhiva.
Pri tovrstni ločitvi se kaže nekaj neznosno udobnega in prijetnega, pri čemer zgodovina še naprej lahko proizvaja družbena dejstva, medtem ko umetnost proizvaja afekte. S tem udobjem se lahko zadovoljimo, če pristanemo na arhiv kot sredstvo za afirmacijo obstoječega vedenja, čeprav je to stanje v sodobnosti podvrženo nenehnemu spreminjanju, vendar vseeno podaja neke resnice o neki preteklosti. Izhod iz te pozicije ni vztrajanje ločevanja zgodovinske in estetske pozicije, prav tako ni v vključitvi individualnega spominjanja v dominantno vedenje. Izhod iz te travme oziroma iz neke varne pozicije, ki je dihotomna, najdem, če začnem misliti dokumente v arhivu, tako kot ta dva dokumenta mislita telo in jezik v odnosu do mašine. S tem se najdem v neprijetnem stanju neprestanega preverjanja lastnega smisla. Če na primer želim z vidika afirmacije obstoja arhiva reči, da arhiv ni zgolj akumulacija dokumentov, da je sistem, ki vlada interpretaciji in klasifikaciji dokumentov, potem ugotovim, da venomer vsebuje določeno mero nasilja in iz tega ni izhoda. Arhiv tako kot mašine niso grožnja, temveč povabilo k kartiranju novih območij in medsebojnih razmerij. Zato nacionalni arhivi in osebni arhivi lahko soobstajajo ne kot entitete, ki drugo dopolnjujejo, temveč kot različne oblike iste stvari. Naloga ustvarjanja arhivov ni v posnemanju neke določene oblike arhiva, temveč v razširitvi koncepta arhiva. Mogoče z vidika agitacijskega potenciala različnih oblik arhivov lahko rečem še, da pri nobeni obliki vnaprej ne morem trditi, da ima progresivne ali konzervativne lastnosti, kajti to se razkrije šele sekundarno uporabo arhiva oziroma kakšno uporabo omogoča. To pa seveda določa cel sklop pravnih, družbenih, političnih normativov. Arhiv aktivno ustvarja načine, na katere dostopamo do individualnih in konkretnih izkušenj in proizvajamo arhiv kot virtualnost, ki presega dihotomijo med spominom in pozabo. Arhiv v tem smislu ni reprezentacija dogodkov, temveč polje, v katerem lahko presežemo informativnost dokumentov, da bi ojačali našo izkušnjo morda nedoživete preteklosti. Arhiv ni mesto, kjer dokumenti končajo, temveč kjer se šele začnejo porajati. Druga točka. Pa jih lahko kar izklapljam, ker se loadajo hkrati. Ja? A si ga že pogledal? Čas ni izven arhiva, čas je v arhivu. Na mizi v sredini galerije, torej Zlatko Koplar, K2, Galerija Kapelica 1998. Na mizi v sredini galerije je 7 listov papirja. Na vsakem je napisana ena beseda iz besedne zveze Jaz sem umetnik, ki želi spreminjati svet. Vsak list nad njegovo glavo dvigne, enega za drugim, pokaže občinstvu in ga raztrga. Ko je prikazana zadnja beseda in zadnji list papirja, ga raztrga, vzame macolo izpod mize in začne močno udarjati po stenah galerije. Po 2 ali 3 minutah tudi občinstvo, opremi s kladivi in macolami, pridružijo se mu pri rušenju galerije. Vsaka ideja zgodovine je neločljivo povezana z določeno implicitno izkušnjo časa, ki pogojuje naše vedenje. Implicitna kategorija časa je v vsakem kulturnem okolju drugačna. Predstava o času pogojuje vse izkušnje in nova kultura ni zmožna spreminjanja brez drugačne izkušnje časa. Prvotna naloga družbene spremembe, tudi take revolucionarne, tako ni spreminjanje sveta, temveč spreminjanje časa. Arhivi so orodja, s katerimi preverjamo naše doživljanje in dojemanje časa. So mesta, na katerem dokumenti dobijo zgodovinsko vrednost kot posledico tega, da so postavljeni v aparat časa. Zelo zanimivo mi je bilo slišati, ko se je Krašovec v svojem
prvem predavanju iz te serije dotaknil mode kot enega od nezaželenih poglavij, s katerim se številni teoretiki ne želijo pečati. Agamben ravno v traktatu o sodobnosti modo definira kot uvod v čas določene diskontinuitete, ki jo živimo danes in ki vključuje čas glede na njegovo pomembnost in nepomembnost, na modno in ne več modno. Ta cezura ga navdušuje v smislu, da tiste, ki modi sledijo, prevzema tako zelo totalno, da so stalno podvrženi preverjanju, če so še modni ali ne. V tem smislu živijo v radikalnem zdaj. Toda, če želimo objektivizirati in fiksirati to cezuro v kronološkem času, se izkaže, da jo ne moremo zapopasti. Kajti tisti zdaj se nam venomer izmika. Zdi se, da ravno moda udari v srčiko filozofije temporalnosti, ki jo že od Aristotela zaposluje nezmožnost mišljenja zdajšnjosti, tega, kar še ni in kar ni več. Vprašanje zdajšnjosti je bistveno za dokumente performansa v podvojenem pomenu. Najprej je pod vprašanjem zdajšnjosti trenutka uprizarjanja, interpolacije publike v neposredno izkušnjo in konstituira subjektivitete performerke, kot bi temu rekla Amelia Jones. Po drugi strani pa je tudi sam dokument performansa, kadar gre za video, podvržen neki lastni temporalnosti, ponavljanju in ni artikulacija, ni ponovitev, temveč neka podoba, ki jo definiram iz točke zdajšnjosti. Pri vprašanju mode se sprašujem, kaj se je zgodilo z radikalnostjo eksperimentalnih telesnih praks body arta v 90-ih in prvi polovici prejšnjega desetletja. Mislim predvsem na prakse samopohabljanja, interpelacije telesa, hendikepa, v glavnem zelo mejnih praks. Določen register teh praks obstaja prisoten predvsem v Angliji, na primer še danes pri festivalu Tempting Failure, London Biennial of International Performance Art and Noise. Pri nas pa so eksplicitne prakse danes zastopane v registrih uprizarjanja queer subjektivitet in seksualnosti, na primer Rdeči kabaret, Tatovi podob, Olja Grubič, ali uprizarjanje hendikepa, kot smo bile priča na zadnjem Ko-festivalu, ali boja za pravice živali, na primer Jatun Risba in še posebej Betina Habjanič. In kljub temu, kljub s totalno investicijo telesa, vsaj v lokalnem okolju, niso več prisotne recimo prakse samopohabljanja oziroma neke te katarzičnosti. Po drugi strani lahko na to nezmožnost zdajšnjosti v dokumentih vidim tudi kot podlago za razmišljanje o Foucaultovi heterokroniji. Arhive, knjižnice in muzeje obravnava kot politične dispozitive, ki kopičijo čas. Arhiv v tem smislu deluje kot časovni stroj, ki konfigurira kronološke in vizualne predstave. Arhiva v tem smislu ne delamo zato, da bi razumeli preteklost, temveč da bi mislili prihodnost. Se pravi utilizacija v nekem smislu. In mislim, da tudi ni, glede na dokumente, pa če pogledamo, kaj Sekula pravi pri prvih arhivih fotografije, vidimo to neko utilizacijo vedno prisotno v vizualnem arhivu. Arhiv v tem smislu, arhive, se pravi, to ni spominjanje, temveč utopična projekcija v prihodnost. Z novimi predstavami o času, ki niso niti linearni, niti ciklični, temveč tem, ki so neprestano zdaj, lahko temporalnost izničimo, nevtraliziramo ali obrnemo dominantne narative v zgodovini, kar je še posebej dragoceno, kadar mislimo subjektivitete, ki nosijo breme te zgodovine, na primer manjšine, seksualne, zdravstvene, vrstne. Z tega vidika lahko mislimo kronopolitiko Paula Virila, ki poudarja povezavo med kapitalizmom, tehnologijo in časovno produkcijo, podobno pri 24/7 Jonathana Crarija, efemernost in performativnost kot delovanje v času Judith Butler ali sodobnost kot mesto eksperimentiranja in množice časov pri Agambenu.
Za heterokronično branje zgodovinske metode si prizadeva tudi Donna Haraway s predlogom za situirano znanje, razmišljanje izven dualnosti, objektivnosti in relativizma na epistemološkem nivoju. Tretja točka. Telo je arhiv dogodka. Kira O'Reilly, Mokra skodelica, Galerija Kapelica 2002. Umetnica odpira svoje telo. To vključuje v obred označevanja telesa in puščanja krvi. Njena dela prepoznavajo pomen telesa, a hkrati ga zanikajo. Občinstvo postane soudeleženo v zločinu s potrjevanjem ali zanikanjem tega, kar vidi. Umetnost body arta, posebnega podžanra performativne umetnosti, izpostavlja probleme okuženega telesa, bolnega telesa, telesa različnih seksualnih praks, hendikepiranega telesa, mučenega telesa, umetnega telesa, telesa in lepotne industrije, s čimer umetnice in umetniki preverjajo status telesa v različnih socioloških, psiholoških, kapitalskih in medijskih razsežnostih. Dokument beleži performans v živo, bodi se odigran pred občinstvom ali za kamero. Sama neposrednost in investicija telesa pri tem dejanju, kot predlaga Amelia Jones, ni neka metafizična prisotnost telesa, ki bi uspela reprezentirati jaz v celoti, kajti takšno branje bi privedlo do enačenja jaz s telesom. V body artu po eni strani subjekt radikalno razpira telo in hkrati kaže telo kot tisto, ki je nezmožno jaz v celoti predstavljati. Telo body artistov je privedeno do svoje zamenljivosti, performance označi telo kot izgubo. Tu ni važna neka direktna izkušnja, tako kot bi bila recimo, kot Amelia Jones govori o Pollocku, kjer gre za nekega genija umetnika, ki potrjuje svojo enkratnost skozi svoje telo, ampak ravno ta izguba in ta zamenljivost telesa je tisto, kar je pri teh praksah bistveno. Odstiranje telesa v body artu oziroma uprizarjanje subjektivnosti se paradoksalno pokaže kot manko in izguba telesa, kot tisto telo, ki je vedno že v razmerju do drugega, pravi Bojana Kunst. Telo ni nič drugega kot organsko, biološko, nepopolno, je nedoločljivo, amorfno, serija nekoordiniranih potencialnosti, ki zahtevajo družbeno upravljanje in urejanje. In s tem ravno tovrstne prakse tako radikalno odpirajo polje feminizma, queer praks, hendikepa, kjer naslavljajo padec in nepopolnost telesa kot nek nov način bivanja. Orlanov manifestu mesene umetnosti proti reprezentaciji pravi: mesena umetnost je avtoportret v klasičnem smislu, a realiziran s pomočjo tehnologije, niha med iznakaženjem in izoblikovanjem. Njeno vpisovanje v meso je funkcija naše dobe. Telo je postalo spremenjen ready-made. Ni več videti kot ideal, ki ga je nekoč predstavljalo, ne zadovolji se več s pristajanjem na telo kot idealni ready-made. Še en primer iz arhiva. Ron Ethy. Solarni anus, 1998, Galerija Kapelica. S performansom v body artu je telo zaznamovano, tetovirano. Je telo, ki mu poslikave pomagajo skrivati travmatično preteklost. Tetoviranje je kot psihološki pripomoček. Pri Franku Biju skriva travmo iz otroštva iz milanskih sirotišnic, pri Ronu Ethyju njegovo otroštvo v strašno pobožni binkoštni družini, okužbo s HIV-om, mazohizem, odvisnost in še. Na drugi strani Orlan postavlja razliko pri lastnem interesu ukvarjanja s telesom kot z arhivom dogodka, ko pravi: mesena umetnost se razlikuje od body arta, ker bolečine ne dojema kot odrešujoče ali kot vir očiščenja. Mesene umetnosti ne zanima rezultat plastične kirurgije, ampak kirurški postopek, spektakel in diskurs spremenjenega telesa, ki je postal polje javne razprave.
Telo torej ni površina reprezentacije, ki bi jo uporabljali v skladu ali v nasprotju z nekakšno identiteto, niti ni imanenca, ki bi jo bilo mogoče transcendirati z mislijo, temveč zapleteno urejanje smrtnega, vsekakor pokvarljivega in končnega jaza. Telo je obenem subjekt in objekt, pravi Amelia Jones. Da gre za specifičnim arhivskim telesom in ravnanjem s telesom, za neko posebno časovnost in kontekst, v katerem so performansi nastali, preverim pri zaznamovanjih telesov umetnikov in umetnic, pri katerih opazim od tega estetski odmik. Kadar poslikave niso v funkciji psihološkega, telo ni več skladno poslikano. Poslikave niso prilagojene telesni anatomiji. Funkcija je podobna, nosi znak trajnosti in zanesljivosti v prekerni situaciji, čeravno ne zapopade tega celotno v psihološkem smislu, temveč nosi nekatere druge, bodisi družbene, bodisi politične smisle. Če recimo rečem politične smisle pri Alenki Pirman, ona si tetovira zlati zobotrebec v stisnjeno dlan, recimo Janez Janša si tetovira znake iz transporta produktov, ljumljivo za glavo, handle with care za srce in tako naprej. Kasnejši mlajši avtorji se ukvarjajo s tem bolj na sociološkem nivoju. Nez Pez, Nataša Berg, Tadej Vaukman svojega telesa ne politizirajo v narativnem smislu, temveč poslikavam odzamejo zmožnost prilaščanja strani politike, psihologije in družbe. Intenca spodbujanja diskurza spremenjenega telesa kot arhiva obstaja, vendar se estetski postopki glede na dano situacijo med seboj razlikujejo glede na čas, iz katerega govorimo. Točka 5. To si bomo pa poslušali. When I stand in front of the music gate for a routine checkup, I hear again that collective medical response. We in the profession have a lot to answer for. To lift my voice, such a tragedy. You must feel very angry towards us. And this time, I am no longer 10 years old, naked or goosebummed. And I can tell you not to try and offload and dump your guilt on me. That as my GP, I insist that you do not regard me as some kind of professional or chemical failure. That I am not part of, but cannot absolve you from your collective medical guilt. Mary Duffy, Zgodbe telesa, Galerija Kapelica 2000. O forenzični funkciji arhiva govorimo predvsem v travmatičnem družbenem političnem kontekstu. Najprej ne gre spregledati zgodovine forenzične fotografije, ki sem jo že omenila, na katero je opozoril Alan Sekula v besedilu The Body and the Archive, ki je kriminalistični arhiv tesno povezal z razvojem evgenike in razredne diskriminacije na podlagi dokazanega gradiva forenzičnih značilnosti posameznikov. Regresivna ali progresivna funkcija arhiva, tudi z vidika forenzike, lahko posega v katerokoli smer. Pri forenziki ne gre le za znanost v službi prava ali policije, ampak je širše gledano vse, kar je vtisnjeno v sled, vse, česar se lahko poslužujemo. Branje dokazov je edino, kar lahko storimo, kajti dokazi ne govorijo sami za sebe. To velja tudi za nedvoumne dokaze, kot so osebna pričevanja. In to branje je vedno podrejeno politično obremenjeni interpretacije. Edino, kar nas loči od povsem arbitrarne interpretacije, je potemtakem osebna odgovornost, ki pa je omejena s istimi političnimi interesi. Lahko seveda deluje tudi v smislu razkritja sistemskih potlačitev in manjka dokazov obstoju travme. Če želimo delovati solidarno z večglasnim pričevanjem zatiranih in izkoriščanih, bi morali priznati, da bodo nekateri od teh pričevanj ostali nedvoumne oblike, čeprav povsem verodostojni.
prvo osebno pričevanje je tako v vlogi subjektivne poetike, šele množica izvajanj lahko konstituira nek dokument v funkciji dokaza. Ko ga soočimo s podobnimi primeri, kot sta na primer performance Meta Fraserja, Lise Bufano in drugih. In s tem začnemo oblikovati polifonijo, ki je nujna, da nek spomin dobi status dokaza. Sekula po drugi strani v družbi nadzora predlaga tudi nasprotni termin protiforenzika, ki bi v primeru Mary Duffy pomenil njen upor proti merjenju, dokumentiranju in medikalizaciji njenega telesa kot tragedije in družbene krivde, kot smo slišali v posnetku. 6. Arhiv ni prostor sprave. Eclipse, Pax Slovenica, Galerija Kapelica 2004. Pax Slovenica problematizira eno najbolj razvpitih in delikatnih tem polpretekle slovenske zgodovine, ki se kaže skozi potrebo po spravi. Stereogramska folija v enem panelu na zadnji strani prikazuje partizane in domobrance oziroma alegorijo na to. Čeprav sta podobi združeni, hkrati sama tehnika onemogoča zmožnost simultanega opazovanja dveh podob hkrati, bodi si tu na levi, bodi si na desni. Arhiv bodi si pristaja na kapitalistično prakso akumulacije, bodi si jo sabotira. Kljub političnem interesu v reprezentaciji določenega arhiva ga vendarle ni možno neposredno povezati s politiko, kakor mu ni možno očitati inherentne regresivnosti. Velik del tega, kar lahko razumemo kot progresivne težnje v zgodovinopisju, določa želja, da bi odrešili zgodovino skozi logiko emancipacije. V tem se skriva želja, da bo vidnost pregledanih zgodovin in beležene ustne zgodovine in spominov vodilo v transformativno politiko. Umetniške arhivske pobude negujejo to željo po odrešitvi z razkrivanjem manjkajočih ali pozabljenih vidikov političnega delovanja, izkušenj travme, ki so zarezale v vsakdan. Intenca tovrstnih estetskih praks je poskus, da bi travmatično izkušnjo iztrgali iz časa in iz zgodovine, ter nekako razširili travmo in nekako razrešili travmo z njenim razkritjem. Pri tovrstnem dokaznem gradivu je na delu podobno razmerje med dokazom in dogodkom ter njegovo emancipacijo, kot je med telesom in jazom, ter njegovo subjektivizacijo, kot jo je teoretizirala Amelia Jones. Dokaz tako ne more v celoti zastopati dogodka. Ravno v tej nezmožnosti pa se razkriva njegova potencialnost. In s tem mislim recimo na take poskuse arhiviranja, kot jih vidimo recimo pri delih Nike Autor in podobnih. To je še eden iz sprave. Arhiv bo usmerjen, 7. Arhiv bo usmerjen navzven, ne navznoter. Ena od pomembnih lastnosti body arta je pomemben status obiskovalcev umetniškega dogodka, ki jih naredi za aktivne udeležence v dogodku. Zato si delijo z avtorjem, avtorico odgovornost za uspelost in legitimnost ali celo legalnost umetniškega dela. Performance nas s pravico do spodletelosti praviloma odveže od uspelega konca, se je tudi sam neuspeh že uspel dokaz, da je umetniška intervencija v strukturi prizorišča proizvedla neko pomenljivo nezmožnost. Tu gledamo Spartak Dulić, Kutija, Galerija Kapelica 2005. Obiskovalci so povabljeni, da s cigaretnim dimom upihujejo zrak v škatlo.
Jointi so bili. A ja, zdaj ilegalno gledamo že kajenje cigareta, veš, to je vse en drug čas, to je leto 2005. A vidiš, spodrsljaj pri interpretaciji. Ponavadi arhiv mislimo kot povnanjenje, zbiranje dokumentov, iskanje fragmentov in koščkov in njihovo ustavljanje na varno in pravilno mesto. A bolj kot je oblika arhiva trdna, bolj je izpostavljena zunanjim dejavnikom, potresom, požarom, poplavam, izgubi podatkov. Rešitev iz trdnosti arhiva je obrnenost navzven. Najboljši način za hranjenje audiovizualnih dokumentov je njihovo predvajanje, ravno to, kar počnemo danes. Najboljši način s tem, ko vam recimo kažem te fragmente, za tiste, ki niste bili očividci teh dogodkov, postane vaš spomin, pričevanje od dogodkov in živi arhiv tega dogodka. Predvsem digitalne arhive, pa tudi materialne arhive moramo uporabljati, sicer izgubijo svojo funkcijo. Na ta način postanejo nosilci spomina, deležni postopkov distribucije vedenja, hkrati se to vedenje razveja, postane fluidno, postane izpostavljeno imaginaciji, ki spodbuja ustvarjalnost in nadomešča konzervatorstvo. Pri širjenju arhiva pa je en problem, 8. Arhivom vlada zakon o avtorskih pravicah, ne zakon o avtorskem lastništvu. Luka Prinčič, Telo umestnika, Galerija Kapelica, 2008. V kontekstu finančnih vrednot globalne informacijske ekonomije se abstraktna vrednost podob artikulira z jezikom lastništva in pravic. Pravni jezik intelektualne lastnine normira naš odnos do znanja in kulture s tem, da avtorstvo, lastnino in lastništvo predstavlja kot naravno dane in univerzalne. Z pravnega vidika kot arhivistka postanem vratarka, po eni strani povsem nemočna, po drugi strani tista, ki odloča, kaj je dostopno. Da bi omogočila znanje, si oblikujem lastne okvire delovanja, dostopnosti, razvoja programske opreme in etičnih odločitev, ki presegajo legalne okvire, vendar jih eksplicitno ne kršijo. To je neke vrste siva cona. To Alja mogoče poznaš iz tega, da recimo kako smo omogočali določenim sodelavcem vpogled v določene elemente arhiva. Dobili so prost vstop, čeprav to dejansko ni določeno z zakonom, da bi ga smeli imeti, da so kakršnikoli naslovniki tega dela. Čeprav v arhivistiki obstajajo zakonska določila, po katerih se pridobiva arhivsko gradivo, ta pravila niso univerzalna, iz prakse sklepam, da se venomer tudi kršijo. Skoraj po pravilu naši zvočno-vizualni arhivi nimajo z lastniki avtorskih pravic sklenjenih sporazumov, ki bi lastniku arhiva dopuščale ravnanje z njegovim lastnim arhivskim gradivom. V tem smislu arhivistka opravlja dvojno vlogo, ki pa je po pravnem redu pogosto v sporu. Na eni strani je skrbnica spominov drugih ljudi, na drugi posredovalka javnega vedenja. Pravni red tako do neke mere vsiljuje rigidnost in nedostopnost arhivov, kajti pravice arhivi tudi tedaj, ko se jim lastniki pravic odpovedujejo, še vedno varujejo. Digitalni arhivi tako prevajajo etiko skrbništva v ekologijo znanja, ki pa jo ne vodi logika distribucije, temveč logika akumulacije. In si zaradi tega v nekem pravnem smislu se zavežeš v to, da pravzaprav ne upravljaš svoje druge funkcije, da upravljaš funkcijo vratarja, ne pa tistega, ki odklepa vrata. In zdaj smo že pri povsem zadnji točki, ki bo pa čisto kratka in se veže na prvi arhiv, nezmožnosti
na prvi dokument nezmožnosti izrekanja in recimo se inspirira po neki trditvi, da podoba ni zgolj tisto, kar je vidno, tekst ni zgolj tisto, kar je izrekljivo, programska koda ni zgolj databaza. In mogoče še en poetični zaključek, da zgodovinarji arhive interpretirajo, bistveno pa je, da jih čutimo. V tem zadnjem klipu, ki se ga bomo kratko tudi poslušali, je Irena Tomažin-Zagoričnik, Voicings, Galerija Kapelica 2008. Umetnica moč svoje izraznosti črpa v nemoči artikulacije, v nenehnih poskusih vzpostavljanja zaplava iz polja pomenskosti, ki pa se ne izrazi v celoti. To je krhek glas, ima čustveno bogat potencial, je tudi glas, ki izgublja svojo telesnost. Jaz bi s tem klipom zaključila. Če ima kdo še kakšno vprašanje, bi se z veseljem pogovarjala. Sicer pa hvala.